Danes ob 7:35 je v 88. letu starosti v večnost odšel papež Frančišek. To pomeni, da se bo tudi Slovenija ozirala proti Vatikanu, ker bo v bližnji prihodnosti izvoljen nov papež. Kako pa poteka postopek izvolitve novega vodje katoliške cerkve? Vatikan je trenutno v stanju praznega sedeža. V tem času vodenje Vatikana prevzame poseben kardinal, imenovan Kamerlen, ki je trenutno irec Kevin Farrell. Papežovo telo bo položeno v baziliko svetega Petra, kjer se bodo verniki lahko poslovili. Pogreb običajno poteka nekaj dni po smrti, natančen datum pa določi Vatikan. Po pogrebu se začne priprava na volitve novega papeža, ki se imenujejo konklave. V njih sodelujejo kardinali, volitve so popolnoma tajne, saj se kardinali izolirajo v Sistinsko kapelo in tam glasujejo, dokler ne dosežejo dvotretjinske večine za enega kandidata. Te volitve bi se lahko začele med 6. in 11. majem, cel postopek pa lahko traja od enega dneva, kot je bilo v primeru papeža Frančiška, do več tednov. Ko je nov papež izvoljen in izvolitev sprejme, si izbere papeško ime, nato se prikaže na balkonu bazilike svetega Petra, kjer eden izmed kardinalov razglasi znameniti stavek: imamo papeža. Znani so že nekateri tako imenovani vodilni kandidati za mesto novega papeža, največje vprašanje pa ostaja, ali bo nov papež vodil katoliško cerkev v bolj liberalno oziroma progresivno smer, ali bo cerkev dobila bolj konzervativno usmerjenega papeža.